znamenita dolina Glinščice. Hudo. Moro. Pa sva pri slapu. Eden najlepših slapov. Neverjetna divjina prav v bližini Trsta. Kak čudovit tolmunček je tole. Naravni tobogan. Da se tudi obrniti se ne moreš. Treba ricersko nazaj. Pri vinski jami. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Z Majo se nahajamo spet v naših domačih krajih. Lahko rečemo domačih, no, čeprav nismo v Sloveniji, ampak smo pa čisto blizu meje v Italiji in sicer na kraškem robu nad dolino Glinščice. To mi je verjetno nekaterim poznano, nekaterim tudi ne. Ne. Evo, pokažem zdaj tole lepoto. Evo, tole je zdaj kraški rob. Seveda, ki se vleče, se pravi od Italije prek Slovenije in naprej na Hrvaško. In pa znamenita dolina Glinščice, oziroma po italijansko val Rosandra. Tist mest verjetno tamle poznate, a ne, ga ni treba predstavljati preveč. Kjer je? Maja, kjer je? Je po moje Trst. Trst je. Tamle je cerkvica Svete Marije. Tamle spodaj je pa tale slap v dolini Glinščice. Evo, to se bo zdaj vse ogledala. Prišla sva pa z te strani. Se pravi, startala sva v vasi Draga. To je vas tik ob slovenski meji. In sva zdaj prišla z te strani. Zdaj greva pa naprej po kraškem robu. Pa tamle, ki se bo dala dol skozi gozd, sva prišla do nekdanje železniške proge Trst-Ljubljana, zdaj seveda kolesarska steza. Ugledala si bo še kakšno jamo, pa tele slapove. Tamle se tudi lepo vidi vrh Slavnik, najvišji vrh našega primorskega sveta. Se vidi gor stolp. Super dan za raziskovanje. Kakšnega lepega hrošča sva najdla. Hrošč Krasnik. Krasen. Ja. Krasnik je zato, ker se tako svete, ne? Ugriznil me bo. Hrošč Krasnik. Koleoptera. Barva ima pa res lep. Lep. Ful je lep. To je moja najljubša barva. Taka zanimiva razgledna točka. Zdaj smo pa v bistvu tik nad to kolesarsko stezo. Evo, tamle dol se že vidi tunel. In pa dol soteska val Rosandra oziroma soteska potoka Glinščica. Tamle v daljavi se pa vidi tudi slap. Zdaj verjetno se bo na kamer slabš videl. Ravno tam, ki je osenčen, je slap. Sopot, mislim, da se imenuje. Visok 40 metrov. Prej so bila pa tamle gor, ja, na kraškem robu. Prišla sva na staro železniško progo, ki je seveda zdaj kolesarska steza, ki je povezovala Trst in pa Kozino, pa naprej seveda proti Postojni in Ljubljani. In prišla do seveda jame. Zdaj gremo pa noter pogledati. Lučko imamo. Da gremo pogledati. Hudo. Moro. Gre naprej. Seveda. Komaj, samo poslali bomo. Tam je pa brezno tvoj. Brezno? Tak ozek poč. Evo. Veliki podkovnjak. Super. Kar precej shojena se vidi. Ja, sami sluzasti. Majhen pa je na koncu zasigana jama. Povečamo svetlobo. Evo. Zdaj pa konec.
Lepo. Ja, tam se pa že vidi vhod. Evo, pa ven. Lepo. Dobar. Prišla sva v dolino potoka Glinščice, zdaj pa samo še majhen naprej, pa prideva do slapu, ki je visok kar 40 metrov. Zdaj bo prišla v bistvu na nadslap. Evo, zanimivo je pa tale kamnina, kako lepo potok teče v bistvu prav po kamnini, po trdi podlagi naprej. Prihajava do preloma, do slapu. Slap, Sopot, noro. Evo, pa pogled dol, naprej v dolino. Neverjetna divjina, prav v bližini Trsta. Evo. Dolina reke Glinščice in pa njen slap. Noro. Evo, zdaj se bo pa spustila dol. Najprej seveda bo mogla gor, pa se bo pa spustila dol do doline, do slapu. Zdaj se je pa pokazal tale slap. Se ga fajn vidi celega. Res čudovit slap v bližini Trsta. Noro lepo, res. Takole je treba majhen poplezati, da bo prišla dol do slapu. Evo. Pa sva pri slapu. Eden najlepših slapov tele naše bližini, res. Čudovit je. Lep tolmunček. Potem dol pa takale korita. Kakšna lepa korita pod tem slapom. Evo, tam je še slap. Potem pa jaz še tele pogledati malo v teh koritah. To mi bo verjetno treba zaplavati, tako da se bo pa šlo okoli. O, kakšen lep jezerček. Črni bor in pa slap. Spet malo poplezavanja v dolini Glinščice. Evo, zdaj pa spet prihajava do tega čudovitega jezerca, oziroma do Tolmuna. Kako je to čudovit. Prej sem bil tamle. Kakšen čudovit tolmunček je tole. Noro. Še posnetek zmejhen nižji dol. Še en tak lep tolmunček. Zdaj pa celo tak mostiček. Kakšen čudovit tale potoček Glinščica po kamnini teče naprej. Čudovita narava v bližini Trsta. Ja, pogled gor, po. Super je, kako skačeš z ene strani potočka na drugo stran. Tukaj je pa pravi pravcati tobogan, naravni tobogan. Pa v prelep Tolmun. Je noro lepo, res. Čak se bo pa kar zapopela dol.
Kakšen čudovit tobogan. Aja, tudi prihaja. Dobro, lej. Še od spodaj, tale prelep tolmunčak in pa slapič oziroma tobogan. Evo, gor pa take skale, apnentaste. Lepo, lepo, res. Da, presenečen še ni konc. Sva pri temu slapu oziroma toboganu odkriva še tole zanimivo jamo. Pa gremo not pogledat. Evo, kot vidite, je označena. Tudi nekaj celo ven malo crla voda, tako da ja, je ena izvirska jama. Pogled ven. Gremo še malo naprej, čeprav je res usko. Zanimivo, evo, spet netopir. Ja, prav da jaz ne bom šel. Tam ne mislim, da je še ožji. Da se tudi obrniti se ne moreš. Treba ritensko nazaj. Tale dolina Glinščice je polna presenečenj. Res. Evo, takle zanimiva jama. Nora, se verjetno je samo rorna pri. Ja. Kakšen kamen v obliki jajca. Evo, in pa slap, čudovito. Tam je v bistvu tale jama, ki čisto malenkost teče ven, pa zraven slap. Tukaj je pa še ena jama, ki pa teče kar konkreten potoček ven. Zanimiv, res. Tale nepredvidljiv kraški svet. Super, res. Res presenetljiv lepo. Tale Val Rozandra oziroma dolina Glinščice. Čudovito. Še en pogled nazaj na ta malo bolj ozek del. Zdaj pa mislim, da se dolina počasi razširi. Grejo še kakšnih 5 minut naprej. Pa počasi obrnila pa šla v tale breg gor do Cerkvice. Ni še konc lepega, še kar kakšna ogromna drasla. Nora. To so zdaj še zadnji deli tile čudovite soteske reke oziroma potoka Glinščice. Evo, še en slapič. Vidite, kako je to globoka voda. Sem pa še tle sprehodil. Evo, Maja me tam ne čaka gor. Noro! Tako lepo! Noro, res! Čudovito! Wow! Kakšno lepo jezerce! Nisem se mislil, da je okolica Trsta tako lepa. Smo pa prišla nad dolino potoka. Evo, kakšna ostenja oziroma kakšne pečine so to. Kraški rob. Pa sva tam gore, ne? Ja, prej sem bila tam gor, ja, tako. So prišla do tabel. Se pravi, tale Cerkvica Svete Marije na Pečeh, pa Botač, pa greva v Botač, pa naprej do Drage, zdaj pa še Cerkvico pogledati. Tale pot naprej gre pa proti Trstu. Sva na razgledni točki
pri cerkvici Svete Marije na Pečeh. Evo, tisti vrh tamle gor je Cima Komiči, 320 metrov. Tamle se vidi tiste dve hiške, je vasica Botaco in pa seveda dolina Glinščice. Do približno tamle sva prišla, pa sva pa obrnila pa nazaj. Takoj za hišam je pa že slovenska meja. Mislim, da je samo 100 metrov od hiš, od Botača, je pa že Slovenija. V bistvu te dve doline sta že obe slovenske. Evo, za zaključek čudovitega dneva so se pa tle zelo blizu te kolesarske steze ustavila še pri Vinski jami. Soda, prav vrata narejena. Evo, spodaj pa zgleda noter. Prav, res jama. In noter pač tale lastnik ponuja, evo, vino, teran, bravazijo. Evo, še kozji sir, zdaj ga sicer ni. Evo, naprej pa taka jama. Kar malo kapnikov, super. Pa nazaj. Skozi Vinski sod ven. Pri tej Vinski jami zaključujeva čudovit dan v dolini reke oziroma v dolini potoka Glinščica. Maja. Hvala Bogu, da si zjutraj premislil. Ja. Zadnji hip. V bistvu sem si premislil, pa še, v bistvu sem si tudi premislil, najprej sem sploh mislil, da ne bom snemal, pa dobro, da sem snemal, ker je bilo res noro presenetljiv. Jaz sem tukaj sicer že bil, ne pa prav po dolini potoka in tam je bilo res noro, zanimivo, res lepo. Slapova, Tolmuna. Tako da res sploh ne moreš verjeti, da je to praktično v predmestju Trsta, lahko rečemo. To je 3 km od centra Trsta, taka divjina oziroma take naravne lepote. Tako da res, pejte si to pogledati, res super, no. Tobogan. Ja, slapovi, jame, soteska, tako lepi tolmunčki, razgledniki super, tako da res noro. Ja, vse na enem mestu. Pa še v bistvu imaš tak vtis, kot da si nek na 2000, ki je res take kamnine, super, no. Če vam je bil video všeč, se naročite na YouTube kanal Raj na zemlji. Poglejte na Facebook skupino Raj na zemlji in prečekirajte Instagram. Tako. Bomo zelo vesela. Tako. No, mejte se. Čau. Pa.